Mestna postaja 1:1 ni razstava, vsaj noče biti razstava v tipičnem pomenu besede. Mestna postaja 1:1 dekonstruira v bistvu medij razstave, razstave kot dogodka. Mislim, da je nasploh v današnjem času dogodek postal nekaj zelo problematičnega. Postal je del spektakla, družbe spektakla in v družbi spektakla je razstavna vrednost tista najpomembnejša vrednost, ki je skorajda začela konkurirati menjalni vrednosti, uporabni vrednosti. Skratka, razstavna vrednost, ki jo že Walter Benjamin definira v začetku, prvi polovici prejšnjega stoletja, je dejansko danes najbolj pomembna vrednost. Se pravi, da vse, kar smo z našim telesom, z našim umom, z našim čustvovanjem, smo samo, če smo razstavljeni, smo samo, če smo v okviru nekega dogodka, smo, če smo del družbe spektakla. Logično vprašanje se postavi, kaj pa pol sploh še razstava, se pravi umetniška razstava, kaj se zgodi, kako moramo kritično razmišljati o razstavi v družbi, ko je razstavna vrednost postala dominantna vrednost. In ravno zato se ta razstava imenuje Mestna postaja, da izpostavi, da umetniška dela, ki so tukaj, niso samo umetnost, ko so razstavljena, se pravi, niso samo umetnost, kot to definira institucija ali neki umetniški kontekst, razstavni prostor, ampak so umetnost, preden so prišla v ta prostor in potem, ko odidejo iz tega prostora. Se pravi, da je umetnost 1:1 sporedna z življenjem. Vendar zopet se moramo vprašati, kaj je to življenje danes. Že umetniki klasičnih avantgard v začetku 20. stoletja so govorili o združevanju umetnosti z življenjem, premagovanju meja med tema dvema entitetama. In to se je dogajalo skozi 20. stoletje vse do danes. Seveda so se pa v tem času zgodile nekatere bistvene spremembe in seveda se moramo vprašati, kaj je to, kako se je spremenilo samo življenje, s katerim se hoče umetnost poistovetiti. Tisto, kar je bistveno, moramo reči, da je umetnost, da je življenje postalo delo, da je glavni ritual kapitalizma v bistvu delo. Se pravi, če govorimo o umetnosti, ki naj bi postala življenje, danes govorimo v bistvu o umetnosti, ki je postala delo.
Zdaj, če je že vse postalo delo in če od umetnosti pričakujemo, da vedno zavzame neko ozaveščeno, kritično pozicijo, moramo v okviru vmesne postaje razmišljati, kakšna je ta kritična pozicija do življenja kot dela. Vsi umetniki, vse skupine na tej razstavi delajo v okviru organizacij, nekakšnih, obstaja seveda zopet angleški termin artist run space in večina umetnikov bomo rekli, da dela v okviru nekakšnih artist run space. To so recimo galerije, Tadej Pogačar vodi že leta galerijo P74, to so manjši zavodi, kot je zavod Atol, potem so to neke alternativne institucije, kot je Izola Art Center, ali so zasebne umetnikove fundacije, kot je fundacija Pistoleto v Città dell'Arte v Bieli v Italiji. Te forme kulturne produkcije, jaz jim pravim forme alternativne kulturne produkcije, niso nič novega, so pa postale zelo dominantne in zato so pomembne, da o njih razmislimo. Postale so dominantne, kar pomeni, da so postale tudi po svoje problematične. Nekateri umetniki opozarjajo na to, da so artist run spaces postali nekakšne kopije obstoječih dominantnih institucij, se pravi, da so začele tudi komercializirati, da so začeli ti prostori dobivati denar na podobne načine kot velike institucije, se pravi, da so se začeli prilagajati trgu. Zato je zelo pomembno, da ti prostori ohranijo avtonomijo, neodvisnost, zato je pa potrebno, da razvijajo tudi neke svoje lastne ekonomije, zelo uspešna, pri tem je platforma eFlux, ki je tržno izredno uspešna in zato tudi nekako varuje avtonomijo dveh umetnikov, soustanoviteljev te platforme, Antona Vidokleja in Juliete Arande. No, tisto, kar pa mene zanima v okviru te vmesne postaje 1.1, je, da je ta način kulturne produkcije postal ne samo način dela, se pravi neka metoda, ampak je to postalo tudi vsebina same umetnosti. In tukaj se je umetnost recimo združila z življenjem in z življenjem kot z delom. Se pravi, da so nekatere vsebine možne samo v okviru tovrstnih kulturnih produkcij in kot take so tudi del te same vsebine. Če vzamemo za primer Dragana Živadinova, Miha Turšiča in Dunjo Župančič, ki so iniciirali
ta center za raziskovanje znanosti, razmerja znanosti in umetnosti, vesoljskih tehnologij KSEUT. Ta center v Vitanju je v bistvu nastal zato, ker je nujna faza v samem umetniškem procesu, katerega cilj je razvoj antigravitacijske umetnosti. Se pravi, da je institucija postala v bistvu del samega umetniškega dela in še bi seveda lahko naštevala. Razmerje 1:1 govori o trajanju, o umetniškem delu kot o procesu, katerega moment je ta vmesna postaja, se pravi, razstava se pojavlja samo kot moment, ne pa kot končni rezultat. Umetniško delo kot objekt ni kvintesenca vseh umetniških naporov in najbolj bogat izraz vseh teh naporov, ampak je samo del. Razmerje 1:1 govori o umetnosti kot o procesu, govori o tem, da za umetnost, za sodobno umetnost danes ni več vprašanje opisovanja realnosti. Se pravi, realnost ni tisto, kar je zunaj umetnosti, ampak je umetnost postala sama del realnosti in kot taka ne opisuje nekaj izven sebe, ampak je bistveno vprašanje danes, kako umetnost v tej realnosti deluje. Razmerje 1:1 pomeni neke vrste enakopravnost. Se pravi, da se ta umetnost zavzema za nekaj, kar naj bi izboljšalo njen položaj v primerjavi z drugimi organiziranimi formami življenja in dela. In v tem smislu se umetnost
Seveda se ne bori za absolutno enakopravnost, je to nemogoče, ampak se bori za partnerstvo, ne? In že samimi temi alternativnimi formami kulturne produkcije, se pravi samo umetniško delo kot producent, stopa v neka nova razmerja z institucijo, z muzejem in to razmerje lahko danes opisujemo kot partnerstvo. In prav to partnerstvo omogoča nek novi razmislek o horizontalnih načinih kulturne produkcije in te horizontalne načine jaz opisujem kot neko stremljenje k večji enakopravnosti na tem terenu kulturne produkcije.